spoštovane gospe gospodarske in politične voditeljice in gospodje voditelji. Mislim, da mora imeti Slovenija jasno in prepoznavno razvojno strategijo in vodenje. In ker se ukvarjam z vodenjem, bom povedala nekaj čisto preprostih stvari, ki so pomembne za dobrega voditelja ali voditeljico. Najprej pravimo, da je na prvi ravni potrebno znanje. Ampak znanje je potrebno na najnižjih ravneh vodenja. Veliko pomembnejše postajajo oziroma so tako imenovane spretnosti, veščine. To so pa komuniciranje, timsko delo in tako naprej. In če pogledamo okoli sebe, bomo videli, kako zelo smo šibki v Sloveniji pri timskem delu. Kako kar naprej, veste, delamo v neki skupini, da ne rečem v vladi in potem razlagamo okoli ta je mislil to, pa rekel to in tako naprej, namesto da bi bili vedno ena skupina, tim. Kar se spretnosti komuniciranja tiče, je zelo, zelo pomembno pravilo in mislim, da je tega več v poslovnem svetu kot v politiki, je simplicity and clarity. Je enostavnost in jasnost sporočil. In mislim, da bi tudi pri naši, ko se ukvarjamo in razmišljamo o naši razvojni strategiji, mora tudi tega pravila se držati. Voditelj in voditeljica morata poznati trende, razvojne trende, kam gre svet. In če jih še poleg tega ustvarjajo, trende je seveda to toliko bolje. In to bi si želeli, da bi mi v Sloveniji pogruntali kakšen trend, pa bi potem ves svet se k nam odločiti. In četrta so osebne lastnosti. Med osebne lastnosti voditelja in voditeljice pa spadajo poštenost, ocenjevanje drugih ljudi in spet smisel za timsko delo in tako naprej. Skratka, in energija. Ne tako, jaz se spomnim, pred nekaj leti je nekdo, ko je postal minister, čez 3 dni rekel, so ga vprašali, kako se počuti gospod minister, in je rekel, utrujen sem. Se spomnite tega? Skratka, energija in totalna zavzeto za tisto, kar počnemo. V Sloveniji bi seveda morali poleg strategije, ki bi morala biti prepoznavna, to se pravi, da bi takoj, ko bi prišli v Slovenijo ljudje, vedeli, kam so prišli in kaj lahko pričakujejo te države. Tako kot recimo vemo, kaj lahko pričakujemo na Finskem, ali pa v Singapurju, ali pa v Luksemburgu, ali pa v Švici. Bi bilo zelo dobro, da bi recimo imeli neko prepoznavnost ali neke določene prepoznavne proizvode. Mogoče je dejstvo, da nimamo neke prepoznavnih gospodarskih vej, lahko tudi prednost. Zato, ker bi morda Slovenija lahko gradila na svoji geografski in kulturni različnosti, na različnosti svojih proizvodov in storitev, ki bi dosegali največje standarde kakovosti. V svetu naj bi Slovenija postala prepoznavna po svojih privlačnih mestih in urejenem ruralnem okolju, ki nudi sodobne življenjske pogoje in storitve svojim prebivalcem in obiskovalcem. V ta koncept sodi tudi pospeševanje razvoja majhnih, visokokakovostnih mednarodnih izobraževalnih centrih, ki bi pritegnili pozornost mladih, talentiranih ljudi iz tega sveta. In med tem, seveda bi nekatere najboljše lahko tudi zadržali. In tudi ugledne, že mislim priznane strokovnjake in znanstvenike. Znano je namreč, da kulturna okolja, ki imajo dobre izobraževalne centre in drugo infrastrukturo, ki je pomembna za razvoj ljudi, pritegujejo strokovnjake. In strokovnjake Slovenija potrebuje za svoj razvoj. Jaz vodim majhno firmo, ampak v tej majhni firmi imamo med zaposlenimi vrsto tujcev. In zdaj vam bom še nekaj povedala, kaj se mi je zgodilo prejšnji teden, je ena od teh izjemno sposobnih mladih strokovnjaki iz tujine dobila slovensko državljanstvo. In jaz sem šla na to njeno prisego. A veste, to je slavnost in jaz grem poslušati. In ko je brala tekst prisege, je bilo v tekstu mogoče 10 vrstic. Prve 3 so bile
prizadevala si bom za to, da prispevam k razvoju Slovenije. Potem je bilo pa 7 vrstic, o tem ne bom subverzivno delovala, ne bom ne vem kaj. Mislim, tako negativistično, tako mi je bilo neprijetno. In to zdaj javno govorim, da bi morda nekdo, ki lahko pomaga to izjavo, čim prej spremenil. Ker takega človeka, ki mu res skušaš urediti državljanstvo in ga pritegniti tujega strokovnjaka, bi rad imel in bi ga rad pel vse in bi rad, da bi delal za Slovenijo, ne pa, da bi razmišljal, česa ne sme. Nekaj moramo omejiti naši naravi. Za pritegovanje pozornosti in privlačnosti življenja v državi pa je pomembno tudi splošno vzdušje. Ne obiskujemo radi družine, kjer se prepirajo. Prav tako tudi ne države. Znano je, da so najuspešnejša gospodarstva zaupanja. Kjer je zaupanje med ljudmi in socialnimi partnerji osnovna vrednota in probleme rešujejo na institucionaliziran in kulturen način. Slovenija tega v svoji tranzicijski fazi še ni dosegla. Bi se pa veljalo zelo potruditi za Slovenijo zaupanja. V tem pogledu sta velikega pomena način in kakovost vodenja v družbi. Zaupanje lahko ustvarjamo samo z odgovornim vodenjem gospodarstva in politiki o prizadevanju za družbo enakih možnosti za vse svoje državljane. Torej tudi zato, da bi bilo več žensk na vodilnih položajih, tako v politiki kot v gospodarstvu, in za spoj znanja in modrosti vseh generacij. Zaupanje lahko ustvarjamo s prizadevanjem za družbo brez neopravičenega prepada med bogatimi in revnimi, brez samobogatenja ljudi na vodilnih položajih in brez političnega in gospodarskega nepotizma. To pomeni, da imajo ljudje na vodilnih položajih pravico do primernih in visokokakovostnih kontrolnih mehanizmov, kar pa zahteva izboljšanje dela demokratičnih organov in nadzornih svetov. Prav tako je nujno povečanje transparentnosti vodenja političnih in državnih organov, kako tudi podjetij. Vse to bi ustvarilo večje zaupanje med za Slovenijo relevantnimi investitorji, podjetji in finančnimi ustanovami. Slovenija bi kot družba zaupanja lahko prihodnje igrala pomembno vlogo tudi pri reševanju mednarodnih poslovnih ali političnih konfliktov. Vzpostavljanje zaupanja pa je dolgoročen proces. Politični in poslovni voditelji in voditeljice in šole na vseh nivojih morajo odigrati pomembno vlogo v tem procesu. Potrebujemo spremembo, najprej spremembo načina razmišljanja, nato pa tudi spremembo pri organizaciji družbe. Da bi to lahko uresničili, moramo razvijati voditelje z odprtim pogledom v svet, take, ki cenijo kulturno različnost, ki imajo globalno orientacijo, dobre komunikacijske spretnosti, ki sem jih že omenila, in ki so sposobni voditi družbo, za katero sta bolj značilna timsko delo in networking, kot pa hierarhija, birokracija in razvito sodelovanje, in kjer je pomembno razvito sodelovanje, na mesto igre moči. Živimo v času, ko se zdi, da se neetično obnašanje in nepravičnost bolj izplača, kot pa življenje z visokimi etičnimi standardi. Hkrati pa lahko vidimo, da tako obnašanje ne daje trajnih rezultatov. Vse več ljudi se zaveda, da samo s promoviranjem pravih vrednot lahko ustvarjamo svet, ki bo lahko nudil zavetje in razvoj naslednjim generacijam. To se pravi, dolžni smo promovirati te prave vrednote. Same od sebe ne bojo tako prišle. Gospodarska zbornica Slovenije ima možnost in dolžnost, da promovira kakovost, inovativnost, poštenost in trajnostni razvoj. Ima možnost, da postane vzgled drugim in na to na osnovi tega vzgleda postavlja standarde kakovosti in transparentnega obnašanja tudi za druge. In tudi za nas vse velja izrek, trudi se za izboljšanje sveta, začni pa pri sebi. Hvala.